Prebrala bom nekaj misli psihiatra in psihoterapevta profesor dr. Boruta Škodlarja, sodelavca pri predstavi Vse sijajne stvari. Malo je pojavov v življenju, ki človeka tako temeljno pretresajo in zaznamujejo, kot je samomor bližnjega. Samomor odpira mnoga boleča vprašanja. Vprašanja o teži življenja, o njegovem smislu in o različnih obrazih krivde preživelih. V življenja nekaterih vstopi samomor nenadoma, drugi pa se z nevarnostjo samomora lahko srečujejo daljši čas, včasih že od otroških let. Tako kot glavni junak drame Vse sijajne stvari, ki se je s poskusom samomora svoje matere prvič srečal že kot 7-letnik. Otroku takšen pretres ne pusti več svobodno dihati. Pritiska nanj in ga sili k spraševanju, ali lahko kaj naredi, oziroma ali je naredil dovolj. Tako otrok ni več otrok svojega roditelja, ampak postaja njegov skrbnik. V njem se vprašanje samomora ne vzpostavlja kot filozofsko vprašanje, ker ni prostora za refleksijo. Trgalo se mi je srce. Telo reagira, preden možgani razumejo, reče pripovedovalec v Vseh sijajnih stvareh. In ko imamo strgano srce, nam ga misli ne morejo dograditi ali zašiti. Praznina in vse močnejše psihično krvavenje pogosto vodita do točke preloma, do mejne situacije. In v mejni situaciji otroka v Vseh sijajnih stvareh se na skrajnem robu in pred razpadom njegove eksistence rodi nekaj posebnega. Rodi se seznam. Seznam sijajnih stvari, za katere je vredno živeti. Seznam, ki kljubuje brezsmiselnosti življenja in s tem želji po smrti. To ni razumski seznam, sistematičen in predvidljiv, ni napisan iz glave, ampak je spontan, poln življenja, svetu in iz srca. Ne vlada mu Kronos, temveč Kairos. Je brez kategorij. V njem je lahko karkoli in piše ga lahko kdorkoli. Macmillan z nizanjem raznovrstnih koščkov pripovedovalčevega življenja, vpetega v psihodramsko formo in s psihoedukacijo, izriše mozaik, v katerem lahko zagledamo trpečega človeka in njegov svet. Ponudi fenomenološko raziskavo, katere preiskovanec smo, poleg ljudi, ki nam ob gledanju pridejo na misel, tudi sami. S tem pa poseže na terapevtsko raven gledališča. Skupaj prebiramo seznam, gledamo njegovega avtorja v različnih življenjskih situacijah, z njim sodelujemo tako v trpkih kot radoživih dogodkih njegovega življenja in si ne moremo pomagati, da ne bi na tiho pri sebi pisali svojega seznama tudi mi. In zdaj, ko smo priča koronavirusni bolezni, ki razsaja okrog nas in je le vrh ledene gore bolezni našega časa, krvavo potrebujemo tak seznam. Seznam stvari, zaradi katerih je vredno zjutraj vstati, vztrajati in si prizadevati. Seznam, ki odpira vrata empatiji in dialogu in zapira vrata stigmam in predsodkom.